Zimskega premora je konec, dirkači že privijali ročico za plin. V novi sezoni oddaje Idealna linija bomo osredotočeni na predstave slovenskih dirkačev doma in v tujini. Skozi sezono 2024 bomo pokukali v zakulisje dirkaškega pedoka in predstavili zgodbe športnikov in tistih, ki stojijo za njihovimi uspehi. Vrhunski slovenski tekmovalci na 2 oziroma 4 kolesih strnili misli na novinarski konferenci. Razkrivamo njihove cilje, želje in formo za novo sezono 2024. Motokrosisti v Argentini odprli sezono svetovnega prvenstva MXGP. V deželi gavčev Tim Gajser in Jan Pancar poskrbela, da se je več govorilo o motokrosu kot o nogometu. Na Grobniku štartali motorji cestnohitrostnega motociklizma za točke državnega prvenstva. Favoriti delali salte, povratniki v dirkaški karavani navdušili s hitrimi vožnjami. Spoznajte Domna Kermana. Zaljubljenec v karting z neprecenljivo energijo skrbi, da dirkanje na 4 kolesih v Sloveniji vasi postaja pravi bum. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. AMZS Center varne vožnje na Vranskem je konec februarja gostil najboljše slovenske dirkače, ki so pred sezono polni energije slovenskim medijem razkrili, kakšni so smeli načrti v novem tekmovalnem letu. V središču pozornosti sta bila Tim Gajser in Jan Pancar, ki jo je že čez nekaj dni čakala prva dirka sezone v Argentini. Prvi slovenski motokrosistični junak je imel polne roke dela z novinarskimi vprašanji, ki so bili vezani predvsem, ali je po težki lanski sezoni zmožen vnovič osvojiti krono MXGP-ja. Motivacija za to pripravljalno obdobje in za letošnjo sezono. Zelo sem motiviran in vesel in komaj čakam, da čez 10 dni začnemo sezono. Priprave, ki je drugačne kot vse skupaj v preteklih letih? Bom rekel, da kar podobne. Sigurno neka nadgradnja vsako leto, ker če treniraš isto kot prejšnjo leto, nikoli ni dovolj. Saj vsi vozniki da tisti kanček zraven, to pomeni vsak si želi zmagati in vsak da tisti ekstra še vsako leto. Drugo pa bolj kot ne klasika, na sredini cele mesec in pol, potem tiste pripravljalne tekme v Italiji in sedaj smo tu. Cilj je jasen, kot vedno, ampak kot vedno, vsako leto znova, težko dosegljiv, ne? Grizel bojo tudi ostali, ne sem ti. Sigurno, ja. Cilj je sigurno probati osvojiti naslov nazaj, se boriti, dati vse od sebe, uživati na tekmah, ostati zdrav, to je najbolj pomembno, no? Da ni nekih poškodb, da lahko treniraš, da lahko voziš, da si prisoten na vseh tekmah. Markovčan pred zahtevno svetovno konkurenco ne bo več osamljen slovenski jezdec, saj se mu bo pridružil Jan Pancar, ki je lani dirkal v razredu MX2. Za 24-letnega dirkača iz Čateža je to velik preskok, ki pa ga namerava zgrabiti z obema rokama in dokazati, da so mu močnejši motorji pisani na kožo. Dokazati se, kaj znam. Se mi zdi, da z 450 se še bolj ujamem kot z 250 in če bo šlo vse po planih in dobri štart in vse skupaj, znam zelo presenetiti. Jaz mislim, da to je super za slovenski motošport, za motokros tu v Sloveniji. Jan je že sam pokazal, da je dobro delal, da se je dobro prilagodil na novi, močnejši motor. Po blatnih poteh se bo v letošnji sezoni podil tudi Lovro Setnikar, največji slovenski up v disciplini trial se bo preizkušal v evropski konkurenci. Čeprav ima šele 12 let, pa namerava preskočiti še tako zahtevne ovire. Letos bo odpeljal 4 evropske tekme, drugače pa tudi vse državne. Že vidim letos, da je že ful več napredka, pa da bo treba še več. Včasih pridejo tudi trenutki, ki je zelo težko, drugače pa je vse v redu. Sem tudi velikokrat zmatran. Asfaltne podlage pa so bolj domač teren za državnega prvaka v cestnohitrostnem motociklizmu. Enej Logar ostaja v domačem tekmovanju v kategoriji Supersport 600, toda nov izziv je našel tudi na mednarodni sceni. Cilj ostaja isti kot lani, ubranitev naslova državnega prvaka. Letos bom pa še tekmoval v novem prvenstvu, to je Alpe Adria.
skratka 6 dirke in lani sem že bil na eni, pa mi je šlo dokaj v redu, tako da letos upam, da sem lahko boril z najboljšimi. Sekanje ovinkov na samo ovalni stezi je domena Svena Cerjaka. Perspektivni speedwayist je lani na mladinskem svetovnem prvenstvu dosegel izjemno 6. mesto, apetiti tudi letos niso nič manjši. Jaz sem že lani dosegel dosti visoke cilje, zdaj sem državni prvak, 6. najboljši na svetu. Letos imam namen prijeti 1 stopničko višji, na svetovnem ali pa evropskem prvenstvu, da bi prišel vsaj na stopničke med top 3 voznike. Tudi na 4 kolesih v Sloveniji nam manjka talenta. Jure Levar bo slovenske barve branil na prestižnem mednarodnem tekmovanju mladih kartistov FIA Academy Trophy. Konkurenca bo izjemna, talenta in hitrosti za dobre rezultate mu ne manjka. Letos si želim biti čim boljši, doseči čim boljše rezultate in da bom čim bolj uspešen z čim manj nesrečami. To je le ožji izbor dirkačev, ki bodo doma in v tujini živeli svoje dirkaške sanje in jih s trdim delom poizkušali že na prvih dirkah tudi izpolniti. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Uvodno preizkušnjo svetovnega prvenstva v motokrosu je gostila Argentina. Slovenijo sta z licencama AMZS zastopala Tim Gajser in Jan Pancar, oba pa sta tekmovala v elitnem razredu MXGP. Sobotne kvalifikacije je dobil slovenski motokros šampion Gajser, ki je tako najavil, da je znova pripravljen za skok na sam svetovni vrh. Ja, moram reči, da sem kar zadovoljen, brzina danes je bila v redu, malo tiste smole, proga ni dopuščala nekih napak, brzina je bila v redu. Pancar je kvalifikacijsko preizkušnjo končal na 15. mestu. Nedeljska dirka je postregla zelo zanimivimi boji med sila motiviranimi vozniki, ki so skušali vsi po vrsti iz sebe in motorja iztisniti čim več. Gajser je v prvi vožnji zaustavil padec. Mogoče sem prehitro želel priti naprej, malo šel, pa ne bom rekel z glavo skozi zid, ampak ne vem, prehitro sem mogoče malo preveč pritiskal. Napaka ga ni pretirano zmotila in je ciljno črto prečkal na 5. mestu. V drugi vožnji je nato potrdil, da je velemojster med elito svetovnega motokrosa in jo je zanesljivo dobil. Malo razočaranja sigurno je, ampak moramo vedeti, da je pač začetek sezone. Sezona bo res zelo, zelo dolga. Čaka nas še 19 Grand Prix'ev. Počutje je bilo v redu, fizično sem se dobro počutil, tako da jaz sem zadovoljen za začetkom in prvim Grand Prix'em. Pancar se je premierne dirke med svetovnimi asi razreda MXGP lotil pogumno in brez strahu. Prvo vožnjo na razgibani in na mestih zelo nepredvidljivi progi je končal na 15., drugo pa na 14. mestu ter si privozil skupno 13 točk za svetovno prvenstvo. Zmaga na dirki je pripadla Jorgeju Pradu, na 3. mestu pa je stal Tim Gajser. Pancar je bil skupno 14. Vonj po bencinu je znova preplavil dirkaški pedok. Dotrajani Grobnik, tradicionalno prizorišče uvodne dirke sezone državnega prvenstva. Dirkači cestno-hitrostnega motociklizma, ki dirkajo z licencami AMZS, so prekinili zimski premor in na Sloveniji najbližjem dirkališču otvorili dirkaško sezono. Kot vsako tekmovalno leto se v dirkaški karavani pojavi kakšen nov obraz. V sezoni 2024 pa je nekaj novih obrazov, sicer že starih. Po letu tekmovalnega premora je zaprošen dirkaški kombinezon nekdanjega državnega prvaka Albina Šterna znova ugledal luč sveta. Motor je na plano zapeljal tudi Aleš Brzin, ki je postal prvi zmagovalec uvodne dirke državnega prvenstva. Lani sem pauziral v bistvu zaradi drugih stvari, malo bohnance, malo vse skupaj, tako da letos sem se odločil, da bom spet tekmoval, ker enostavno obožujem to. In evo, takoj za začetek bo eno leto premoril sem se pobil.
Dirka razreda Superbike je bila divja, polna prehitevanj in čeprav se je konkurenca po odhodu nekaterih dirkačev z lanske sezone spremenila, še bolj zanimiva. Štern je dokazal, da so letale številka na radarju hitrosti. Brzin pa je po minulih sušnih letih v novem poglavju svoje dirkaške kariere le dočakal prvo zmago v kraljevem razredu. Uspeh v premiranju je bil tudi krst. To je bilo res neverjetno, pač pri vseh teh letih dirkanja, zmeraj se je nekaj spišilo. Do drugega mesta in prve uvrstitve na zmagovalni oder v državnem prvenstvu se je pripeljal njegov klubski kolega Žiga Golob, tretji pa je bil veteran Štern. Sezona v razredu Supersport 600 se je začela tako, kot se je lanska končala, udarno, toda s povsem drugačnim zaključkom. Protagonisti z minule sezone so bili celoten dirkaški konec tedna skupaj, izenačeni in pripravljeni, da poravnajo račune. Divje revanše nismo dočakali, Domen Lipnik je imel med dirko tehnične težave z motorjem, Enej Logar je v vodstvu spektakularno padel. Etienne Cantar-Božič pa je nato unovčil izkušnje in mirno prišel do druge zmage v tem tekmovalnem razredu. Malo mi je žal, da je ne padel, da bi lahko popravili račune še v lani, ampak v redu. To je malo žal, drugače pa v redu, včasih smo izboljšali, z motorjem smo se povezali še bolj kot je pa, tako da dosti boljši čutili. Mladenič iz Lucije je tudi razkril, da bi bila to lahko njegova edina letošnja zmaga v državnem prvenstvu, saj namerava intenzivno dirkati na mednarodni sceni. To v bistvu je to, vzamemo bolj kot trening, ker ne bomo vzeli letos celega državnega, pa večino Alpe Adrio. Pred dirkači je zdaj skoraj enomesečni odmor, potem pa se državno prvenstvo nadaljuje z dirko na priljubljenem Pannonia ringu. Obstajajo enostavnejši načini. Za pomoč pokličite AMZS. Spoznajte Domna Kermana, nekdanjega uspešnega dirkača, vodjo AMZS kartinga in motošportnega centra v Sloveniji vasi, predvsem pa zaljubljenca v karting. Življenje je posvetil sekanju ovinkov in resnemu drvenju po stezi. Od malih nog je trdo delal in si na različnih ravneh dirkanja nabral neprecenljive izkušnje. Trikratni državni prvak v kartingu, tudi državni prvak v freestylu v vodnih skuterjih, dirkal sem od državnega prvenstva evropskega, svetovnega. Bila so tudi leta, ko smo bili po 150 do 200 dni na let v kemperju na poti, tako da moram reči, da pač ja, karting je a way of life. Ravno zato je pravi mož, da vam pove kakšno pametno, kar se tiče dirkanja z gokarti. Jaz sem pa zdaj v tej fazi v življenju, ko pa lahko tudi to vrnem, se pravi ne samo otrokom, tudi pač komorkoli, ki bi si želel kaj naučiti o dirkanju, o kartingu. In to mi je pač trenutno ta neko življenjsko poslanstvo, da probam tudi nekaj vrniti temu športu, tej panogi. Ne bo dal le malo nazaj, vložil bo svojo dušo in telo. Ravno zato se mu je utrnila misel, da vsem željnim znanja omogoči, da se z njim učijo vseh veščin dirkanja. Evo, ko se pele? V stotinko, isti krog. To vas bomo naučili. S prijetnim profesionalnim znanjem, vrhunskimi gokarti in pomembno zaščitno opremo, ki jo dobite ob prihodu, boste naredili resne korake k izboljšanju svojega dirkaškega znanja.
Se pravi, za vsakega voznika imamo različen zid, tako da dobiš, ker jaz sem trojka, ti vidim, da si štirka. Se pravi, vsak dobi različen zid, vsakmu preden gre prvič gor naštimamo pedala, volanti približamo, tako da zato tudi 1 uro prej prideš, da te najprej oblečemo, upašemo v gokart, ker gokart ti v večini voziš z boki zrito. In je zelo pomemben, da si v gokardu da ga čutiš. Zato tudi vsi te dobri dirkači, ki so nekoč bili v kartingu in potem grejo naprej, so zato tako dobri, ker karting peleš s telesom. Sam ničesar ne prepusti na ključju. Vsak dan lošči in skrbi za brezhibnost celotne flote gokardov, ki te ob dodajanju plina pošteno prilimajo na sedež. Trenutno imamo 5 dirkalnih gokardov, tako da število je omejeno, predvsem zaradi varnosti, predvsem zato, da se res lahko vsakmu individualno posvetimo. Vsak, ki bi si želel peljati dirkalni gokard, bo imel to možnost. Pripravili smo 5 tako imenovanih Rotax DD2-jev. DD2 pomeni Direct Drive in pa 2 prestave, tako da je res doživite isto izkušnjo, kot če bi šli dirkat ali pa v nek profesionalno ekipo. Končna hitrost okrog 130 km/h. Bo pa zadeva izgledala tako, da imate v bistvu lepo celodnevni dogodek z mano, pridete na pisto, vam najprej pokažemo neke osnovne informacije o dirkanju, osnovne informacije o idealni liniji, osnovne informacije sploh o gokardu, o varnosti. To ni edina novost v AMZS karting in motošportnem centru, kjer že poteka tradicionalna izposoja gokardov. Za vse obiskovalce so posodobili vozni park, ki je sestavljen iz najbolj modernih mini dirkalnikov. Letos bomo ponudili najhitrejše amaterske gokarde v Sloveniji, 15 komadov, 390 kubičen motor, popolnoma prilagodljive stopalke, nov timing sistem. Začeli bomo 2-krat na mesec tudi organizirati Sodi World Series dirke, kjer lahko čisto vsak amater pride, dirka in gre domov miren. Rekreativci, profesionalci in vsi vmes se zagotovo strinjate, da je čas preživeti na karting stezi najlepši.